Danes v Pomurskem dnevniku prepoved uporabe divjih živali, sanacija okolice, usoda prostorov stare ekonomske šole. Sedaj je uradno. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Divje živali v cirkusih so prisiljene obnašati se tako, kot se nikoli ne obnašajo v naravi. In čeprav je bilo več 10 generacij nekaterih od teh živali vzrejenih v ujetništvu, se še vedno obnašajo kot živali v divjini. Dobrobit divjih živali v cirkusih je namreč vedno resno ogrožena. Zaradi potujoče narave cirkusov morajo živali prenašati tudi dolge vožnje in stalne selitve, pri čemer veliko časa preživijo v vagonih in majhnih kletkah. Tveganje širjenja bolezni in nesreč med prevozom pa je večje. Wild animals may not be used for commercial purposes. Moreover, importing them into and moving them around the EU is strictly regulated. In the case of circuses, the relevant certificates can only be issued to animals that have been legally acquired and have been born and bred in captivity. This makes it possible to carry out checks in the few remaining member states that still allow the use of wild animals in circuses and clearly limits the risk of illegal wildlife trade. Všechna zvířata, domácí, hospodářská, i ta volně žijící si zaslouží naši pozornost, ochranu a měli bychom respektovat jejich přirozené potřeby. Evropská unie má nařízení z roku 2019, které ukládá povinnost provádět veterinární kontroly zaměřené na přemísťování zvířat mezi členskými státy. V praxi ale není dostatečně vymáháno a jsou s tím problémy. Domnívám se, že je zlepšit uplatňování existujících norem a to je úkol pro členské státy i pro Evropskou unii. Večina držav članic meni, da uporaba divjih živali v cirkusih nima nobene izobraževalne ali kulturne vrednosti in lahko celo negativno vpliva na dojemanje in spoštovanje divjih živali v javnosti. Vilda djur hör hemma i naturen, inte på cirkus för vår underhållnings skull. Fångenskap begränsar vilda djurs beteenden och innebär också risker för deras fysiologiska och psykiska välbefinnande. Djuren tränas oftast hårt redan då de är mycket små i syfte att radera ut alla deras naturliga instinkter och beteenden. Med hjälp av bestraffningar och belöningar lär de sig att utföra onaturliga konster som också är skadliga för djuren. Ett konkret exempel är bakåtben stående för elefanter, något som väldigt sällan utförs i frihet och som kan leda till ledskador. Dôležité je to, že to nie je len utrpenie zvierat. Cirkusy sú žiaľ aj zdrojom ohrozených zvierat pre nelegálny obchod s nimi. Nielen, že nie je legislatíva vymáhaná a plná dier, ale práve aj to, že môžu byť ďalej divé zvieratá v cirkusoch, prispieva k obchodu napríklad s tigrami. Je to niečo, čo je na čase zastaviť. Nielen kvôli tomu, že to ohrozuje divožijúce zvieratá, ale aj kvôli zónickým chorobám, ako nám teraz kruto pripomína korona. Nenazadnje zaradi uporabe divjih živali v cirkusih redno prihaja tudi do nesreč, ki vključujejo krotilce živali, zaposlene v cirkusu in celo obiskovalce. Število okuženih s COVID-19 se je zadnjih nekaj dni postopoma zmanjševalo, kar pomeni, da je hospitaliziranih tudi manj oseb, kar Splošni bolnišnici Murska Sobota omogoča sproščanje kapacitet in zagotavljanje obravnave tudi ostalih pacientov. Direktor soboške bolnišnice Danijel Grabar je ob tem poudaril, da vsakodnevno prilagajajo način dela, ob zmanjšanju števila hospitaliziranih covidnih pacientov pa želijo, če tudi samo za nekaj dni, dati možnost obravnave tistim, ki jo nujno potrebujejo. Ob tem pa nove skrbi povzroča sev Omikron, ki je bolj kužen kot prejšnje različice virusa, kar bi lahko znova povzročilo kadrovske težave.
Dejansko, glede na epidemiološko dogajanje, smo še kar zadovoljni. Nimamo tako hudih izpadov, še zmeraj se sicer pojavljajo karantene, tudi posamezni pozitivni. Lahko smo zadovoljni kar z visoko precepljenostjo v bolnišnici, tako da vse to skupaj nekje zagotavlja, da tisti, na katere računamo, so več ali manj prisotni. Je pa seveda ta celoviti problem. Že odprej dejansko nepokrite potrebe po kadri, pomanjkanje zdravnikov, tudi zdravstvena nega. Vse to se zdaj toliko dodatno projicira in zrcali v tej vsakodnevnih potrebah. Še zmeraj pa izpostavim zavzetost, prizadevnost vseh sodelavcev v bolnišnici, da delo zmoremo. Tako da tudi, če kdo izpade iz delovnega procesa, ostali vskočijo, ga nadomestijo in res ob teh kadrovskih težavah je samo zaradi pripravljenosti sodelavcev, ki razumejo vse te potrebe, delo lahko organizirati in ga speljati tako, kot je potrebno. Tudi odzivnost pacientov, ki so naročeni na obravnavo, se je od oktobra do zdaj nekoliko izboljšala. Morda že to dejstvo, da je pravzaprav težko priti do potrebne zdravstvene storitve, tudi po svoje od ljudi zahteva neko odgovornost, ampak vendarle še zmeraj ostaja ta problem zaupanja v zdravstvu, odnosov do vsega, kar ponujamo. Če nekdo res ni prisiljen priti na zdravljenje, še okleva, sprašuje ali res. Vse to seveda povzroča težave. Tako da res tukaj bi si želeli to odgovornost. Da se res vsak v sebi razčisti to dejstvo. Če je na nek pregled naročen, ima nek termin, da se tega udeleži ali pa pravočasno sporoči, da tega ne potrebuje. Verjetno je razmislek o tem zdaj v celotnem tem kontekstu dogajanja, razmišljanja o zaupanju cepivu in podobnega tudi spremenjen. Zagotovo, da je v neki fazi bila posledica neodzivnost tudi takega razmišljanja. Ampak tukaj res pozivamo vse gledalce, da res odgovorno o tem razmislijo in res pravočasno poskrbijo, če smatrajo, da ni potrebno, da se udeležijo ali ne morejo storitve, ki jo ponujamo, potem naj to pravočasno sporočijo. Čim prej, ko to zaznajo, da potem lahko nekomu drugemu, ki pa res potrebuje tako storitev, to omogočimo in poskrbimo za njega. V Splošni bolnišnici Murska Sobota pa se skoraj dnevno pogovarjajo tudi o obiskih. Ti zaradi pojava različice Omikron ostajajo prepovedani razen iz pietetnih razlogov. Vse paciente in svojce pa prosijo za razumevanje. Cilj ureditve je bila sanacija dotrajane asfaltne površine in preprečitev morebitnih poškodb obiskovalcev galerije in mimoidočih. Hkrati pa so želeli mestno središče in kulturno ustanovo narediti privlačnejšo za občane in obiskovalce. Tako so odstranili obstoječi asfalt v velikosti 752 kvadratnih metrov in vse robnike ter položili nove betonske vrtne robnike. Odstranili so obstoječe vgradne podstavke za kolesa in betonska vkopana korita. V okviru sanacije so izvedli tudi prilagoditev obstoječih litoželeznih pokrovov in vodovodnih kap. Uredili so novo navezavo na kanalizacijo in vgradili nova betonska vkopana korita z železnimi rešetkami. Izvajalec investicije v višini nekaj manj kot 64 tisoč evrov pa je bilo podjetje Komunala Murska Sobota. Do danes izpraznjen objekt bivše ekonomske šole še ni našel nove vsebine. Mestna občina Murska Sobota pa sedaj skupaj z javnim stanovanjskim skladom Murska Sobota načrtuje preureditev prostorov bivše ekonomske šole v neprofitna stanovanja, namenjena mladim in mladim družinam. Mestna občina je že nekaj časa lastnica objekta bivše ekonomske šole v Murski Soboti, v kateri se sedaj načrtuje izgradnja stanovanj za mlade, ki bi jih uredil javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota. Namen projekta je preurediti prostore bivše ekonomske šole in s tem pridobiti 12 neprofitnih stanovanj, namenjenih mladim in mladim družinam. V posamezni etaži bo urejenih 6 stanovanj, od tega 4 dvosobna, 1 trisobno in 1 garsonjera. Vsakemu stanovanju pa bo pripadala tudi shramba izven stanovanja. Pravico do dodelitve stanovanja bodo imeli mladi posamezniki ali mladi partnerji, pri čemer noben od partnerjev na dan objave javnega razpisa ne dopolni 35 let in mlade družine, življenjska skupnost enega ali obeh staršev, z enim ali več otroki, posvojenci ali pastorki. Šteje se tudi potrjena nosečnost, pri čemer nobeden od partnerjev ali staršev na dan objave javnega razpisa ne dopolni 35 let. Slovenski nogometni strokovnjak Ante Šimundža po skoraj 4 letih in pol ter osvojenih naslovih državnih in pokalnih prvakov ni več trener ekipe črno-belih.
Šimundžo bo na mesto trenerja nasledil Damir Čontala, ki že deluje v klubu. Klub in Šimundža sta podpisala sporazumno prekinitev pogodbe. 50-letni Mariborčan bo kariero nadaljeval na klopi serijskih bolgarskih prvakov Ludogorca. Ante je z Muro dosegel praktično vse, kar se je dalo. Tako kot je on pomagal Muri do vseh zgodovinskih uspehov, je Mura njemu omogočila rast kot trenerju in tega v večjih nogometnih sredinah niso spregledali. Ante odhaja v želji po novem izzivu in na tej poti mu želijo vse najboljše, je ob odhodu trenerja poudaril predsednik kluba Robert Kuzmič. Šimundžo bo na mestu trenerja Mure nasledil Damir Čontala, ki že deluje v klubu in je že nekaj časa član strokovnega štaba. Bil je pomočnik trenerja, predtem pa trener kadetov. Na spletnem portalu Sobota Info danes med drugim poročajo o tatovih in goljufih, ki so v prazničnem času bili na delu v Pomurju. Več zanimivih vsebin pa lahko najdete na sobotainfo.com. Jutri bo pretežno oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 4 stopinje Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Radencih namerili 4 stopinje, v Lendavi 5, v Krajnskem parku Goričko pa prav tako 4 stopinje Celzija. Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na severovzhodu tudi pretežno oblačno. Ponekod po nižinah bo vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 0 do 2 stopinji, dnevne pa od 9 do 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. V višjih legah bo za ta čas zelo toplo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 0 do 2 stopinji, dnevne pa od 9 do 13 stopinj Celzija. To pa je tudi vse, kar smo imeli za vas pripravljeno v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi še naprej in nasvidenje do jutri.